Zdravo, banda. Videospote, kot jih poznamo danes, je ustoličil MTV, ni pa jih ustvaril. Pravzaprav se teoretiki ne morejo čisto zediniti okoli tega, kaj postaviti na začetek skale zgodovine glasbenih videov. Zatakne se že pri tem, ali upoštevajo njihovo tehnično razsežnost, torej glasba plus slika, ali pa promocijsko plat. In danes bomo o teoriji in praksi govorili z režiserko in glasbenico. Živijo, Kukla. Živijo. Če smo imeli zlato dobo MTV-ja, imamo zdaj zlato dobo YouTube-a, tako da je nekako odstranjena ta uredniška razsežnost, veliko bolje sproščeno možnost objavljanja, ampak o tem, kakšen je uspešen videospot, odločajo kliki in algoritmi. Kaj pa je zate dober spot? Najprej bi se navezala na to glede YouTubea, da je meni za YouTube na začetku zelo ena dobra stvar, sploh za videospote, zato ker je bil kot neka, ne vem, zakladnica oziroma neka porodnišnica novih stvari in je pač dejansko veliko ljudi imeli priložnost, da se vidi njihovo delo. Mi pa zdi, da je malo že rado zaradi te mase neka grobnica videov, pa tudi v bistvu se vidi tudi cel internet ni več tako prosto mesto, ampak je dejansko zelo pod vplivom kapitala. Tako da je tudi tle, ne vem, to v bistvu, da vplivajo ogledi in lajki na videospot, mislim, da to definitivno ni znak, da je pač to kvalitetno. Ampak pač, da je nekdo znal nekaj prodati, večinoma, ne pa vedno. Zame osebno je pa pač dober videospot tisti spot, ki zna dobro nekako nadgraditi glasbo. Ti ne slediš lajkom in klikom? Trudim se, da ne, ja. Pa ti uspeva? Ne. Ti gledaš na videospote dejansko nekako z dveh stališč lahko, kot glasbenica in režiserka. A sta to dva ločena pogleda ali se stikata? Meni je v bistvu kar super, da se ta pogleda stikata. Mislim, jaz ne vem, kako je, če si samo glasbenik ali pa samo režiser, tako da meni obe plati pač skupaj tvorita en širok pogled. Ampak kot glasbenica v videospotih tudi nastopaš, a to z te promocijske razsežnosti, ali gledaš bolj tudi na to kot nek kratek film? Jaz sem se kar dosti dolgo izogibala tega, da bi nastopala v spotih, oziroma sem nastopala, ampak sem bila tudi ena izmed nastopajočih, ker se nisem hotela nekako razkriti, oziroma mi je bilo zanimivo delati s tem, da se ne ve identitete tega ustvarjalca. Ampak pa sem nekako ugotovila, da je mogoče dobro, da jo razkrijem, ker s tem tudi več povem o sebi in o svoji glasbi. Zakaj si pa na začetku želela zakriti? Ker mi je bilo zabavno, ker se mi je zdelo, da smo preveč obsedeni s tem kultom osebnosti. Danes smo tudi v enem obdobju, ko so videospoti vedno daljši. Nekako se vračamo k temu Michaelu Jacksonu in Thrillerju. Na Ljubljanskem filmskem festivalu je bil za najboljši videospot izbran Pillow Talk, 11 minut dolg, $700,000 budžeta, ki pa smo v Sloveniji. Ali si lahko privoščimo takšno razkošje? Ne. V Sloveniji smo, ko bi rekla temu lepo, ne da se reči lepo, tako nekjer. V Sloveniji niti glasbeniki ne vlagajo pač v svoj videospot, kar je v bistvu čisto logično, ker tudi sami ne dobijo toliko nazaj od koncertov in podobnega. Tako da mislim, da je to kar podcenjena vrsta v Sloveniji. Pač z mojo ekipo se trudimo res delati s čim manj, čim več. Samo navzgor? Samo navzgor. Zdaj pa poglejmo, kaj o glasbenih spotih menijo drugi slovenski glasbeniki. Najprej je treba odkrito povedati, če je pesem res zelo dobra in je potencialno uspešnica, običajno spota niti ne potrebuje. Pri moji glasbi je fulpomembna vizualna podoba, tako od outfitov do make-upa. Videospot je bil vedno neka vizualna izkušnja, tudi muzika je vedno hotela biti vizualna izkušnja. V narodno-zabavni glasbi so ansambli zelo dolgo časa potrebovali, da so začeli delati videospote na takem nivoju, kot so to počeli zabavni izvajalci. Stremimo k temu, da je naš video vedno, kakor tudi naša glasba, večplastna, da je medvrstiče bogato. Da potem z videospotom res lahko nekako razložim še bolj, kaj sem hotela povedati v določenem komadu. Fino pa je, da ni zdaj spot samo preslikava tega, kar je v pesmi. Ne želimo točno razlagati, kaj smo hoteli povedati, ampak si želimo, da bi si gledalec, poslušalec sam ustvaril svojo idejo na podlagi svojega referenčnega potenciala. Kukla, slišali smo po eni strani pojasnjevanje glasbe, po drugi strani neka druga plast. Kako se ti lotiš ustvarjanja glasbenega spota, takrat, ko delaš za druge glasbenike? Ponavadi se najprej mogoče dobim z glasbenikom ali pa dobim najprej pesem, odvisno pač, kaj se najprej zgodi. V glavnem, ko dobim pesem, jo poslušam več kot 100-krat, tako da sem vse spote, ko sem jih delala, slišala te pesmi tako že zihar 1000-krat. No in potem jaz to res vztrajno poslušam in
napišem nek scenarij, to pa je lahko neka zgodba, lahko so samo neki vizualne impresije. Tako. Potem se lotim raziskave, to pomeni, da pač, če vem, v katero smer hočem iti, da to smer nekako čim bolj raziščem. Ali je to tematika, ali je to nekaj vizualnega. V glavnem, in pač potem pa sestavim ekipo in tako naprej, tako se pa to razvija. Potem to nastane teamwork. Ampak dejansko se ne lotiš, če te prav razumem, da boš pojasnila, kaj se dogaja v glasbi, ampak ustvariš neko svojo zgodbo, en nov kratek film. Kako? Pa je odvisno. Mislim, čisto vsaka glasba je svoja, vsaka skladba je svoja in vsak spot je tudi svoja zgodba. Pač pogosto želim v bistvu pokazati največkrat nek feeling, kaj je v pesmi. Joseph Kahn, to je en ameriški glasbeni, mislim, režiser glasbenih spotov, je rekel, da pač videospoti nimajo plota, se pravi scenarija, ampak da imajo v bistvu neko tako sanjsko logiko zaradi glasbe. To je to. A pa ustvarjaš na enak način takrat, ko delaš videospote zase? Ne. Takrat je tako naredim pesem, pa jo pač potem premlevam vse, pa na računalniku zelo dolg. In ne vem točno kako, to je bolj racionalen proces. Ampak ni tako, da ti prej dobiš podobe v glavi, pa potem skladbo, ampak je prav najprej skladba, pa potem podobe? Večinoma, ja. Čeprav včasih tudi vem nekako, kaj, če nekaj najdem zanimivega, pač kar bi rada povedala, pa potem nekako se mi zdi, da je nekaj primerno za to. To je res racionalen proces, to je čisto drugač. Zdaj lahko rečem, da imajo tvoji videospoti specifično estetiko, ampak v bistvu, če preprosto rečem, ful so lepi. Res so lepi. Uporabljaš zanimive barve, kontraste, metaforiko, ampak koliko umetnosti sploh prenese videospot, ki je namenjen širši javnosti? Mislim, da se tukaj ne smeš obremenjevati kot ustvarjalec. Ti moraš pač najbolj iskreno dati ven iz sebe tisto, kar misliš in čutiš v glasbi in to je to. In pač ne vem, sicer res nisem še delala za nekoga, ki bi bil res tako a la Beyoncé, kjer bi mogoče res imeli zraven še neke, ne vem, ljudi iz marketinga, ki bi rekli to pa to bo prodali. Ampak jaz mislim, da dejansko danes smo toliko že vsega vajeni, da pač hočemo tisto nek ta avtentičen pač štih, ki ga nekdo da. Če nič do zdaj nismo videli, kjer dva spota bi predlagala, da si jih naj pogledamo? Nič do zdaj. Nič smo se kar pojavili. Pojavili smo se v letu 2017. Novo leto bo, gledamo videospote. Okay. A lahko 3 rečem? Naj bo. Okay. No, prvega bi rekla Björk, All is Full of Love, ker se mi zdi, da je to nekaj, kar veliko pove o ljudeh in o tem, kar se bo zgodilo. In se mi zdi tako en izmed zelo pomembnih videospotov. Potem pa uporablja še 2 letošnja, ker smo v letu 2017. No in to je The Blaze Territory in Saudaliza Human. V katerih trenutkih pa ti gledaš videospote? Praktično skozi. Ne, res, to pa je tako. Verjetno jih ne gledam samo, ker spim. Drugače pa sem zelo obsedena z videospoti. Če vam je bilo všeč, itak da vam je bilo, potem lajkite, pa šerajte, ker če deliš, dobiš.